folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes nas čaka en shoulder focused push workout. To je bolj kot eden mojih najljubših treningov. 4 vaje za ramena, 2 za prsa, 2 za triceps. Ko je na začetku tega videa, za ga supportati, spusti en like, subscribaj se, če še nisi. Ko ste videli na začetku, sem se pri workoutu za Torch Team Freedom, moj najljubši pri workout. Kot vedno lahko uporabiš kodo MAX5 za 5% popusta na GymBeamu, na katerikoli njihovih izdelkih. Danes vas bom vodil skozi ta trening. Poskušam iti heavy, zdaj smo spet v ritmu, zdaj sem spet v ritmu, ful je dobro, ko nisem bolan in lahko normalno treniram, kot si tudi sam želim. Potem na koncu bomo tudi kaj povedali o tem, kdaj bom letos šel tekmovat in kdaj se začne uradno prep za mojo prvo neti bodybuilding tekmo. Gremo začeti kar z rameni in prva vaja so cuffed lateral raises. Tako da, let's go. Ko treniram ramena, prva vaja ni nikoli direktno, bi se reklo, main vaja za sprednja ramena. Pri ostalih vajah imamo kot prvo vajo neko takšno, kjer pač aktiviramo samo mišico. Tukaj nimamo vajo, ki aktivira direktno sprednja ramena, ampak v tem primeru delamo lateral raiser, v tem primeru cable cuffed. Zakaj jih je dobro delati pred kakšnim pressing movementom za ramena? Ful dobro se gre ramena, ful dobro se gre stabilizatorje in je potem celoten experience na tisti glavni vaji pressinga dosti boljši. Dosti boljša stabilizacija je, ko delaš tisti heavy movement, če se prej segreješ na nekem lateral premiku. Evo, prva vaja zaključena. Na teh lateral raisih naredim samo en working set in druga vaja pec deck. Kot sem rekel, imamo tudi 2 vaji za prsa v tem treningu. Ful dobro do konca se grejem ramena. Tukaj bom tudi imel samo en working set in potem gremo na prvo vajo za samo ramena. Pač, kaj lahko vidite, kako je nevaren. Oni, ki se ne prijavi na FMF coaching, ga najdem in Si da črne forsice in je konec. tako in kapo. Gremo na prvo vajo za ramena, prvo main vajo za ramena in sicer dumbbell shoulder press. Imamo 2 working heavy seta, rep range za to vajo je nekje od 6 do 8. Na zadnje sem imel zapisano 38 za 7. Danes načeloma pričakujem, da bo dan, ki me bo prepričal, da bom lahko šel naslednjič na 40. Tako da ciljamo nekje na 8 ponovitev, če bo šlo do tam 3 stopnjevalne sete in pol, kot sem rekel, 2 working. Ajde. Come on. Yup. I 3. Yup. 4. Let's go. 5.
Ajde. 6, evo. Ajde. 7. Nemo. 8. Ja. 9. Nemo. 9. Sam, Max, sam. Nemo 10. 10. Nemo gor. Yes. Gor. 6. Ok. Ok, četrta vaja. Gremo na reverse pec deck za zadnja ramena. Rear delts. Tukaj zelo hitro napumpam to mišico, tako da bomo uporabili samo en stopnjevalni set in potem 2 delovna. Za tako majhno mišico grem mogoče malo več ponovitev na delovnem, tako da ne kot prej 6 do 8, ampak grem nekje okoli 10-12. Oziroma druga main push vaja, imamo ta incline press, zdaj ali je to chest press ali je to shoulder press, ne vem. Premik je full navzgor, da bi bil samo chest, tako da jaz ga uporabljam kot neko vmesno vajo za oboje, se tudi postavim popolnoma ravno na tem in presam. Tukaj isti princip kot na prvem pressing movementu, 2 working seta, oba 2 malo bolj heavy, okoli 8 ponovitev. Ajde, čega imaš? Dej. Ajde zdaj. Ajde, Max. Ja. Še imaš. Gremo skupaj gor. Ja. Squeeze. Drži jo. Čas. Ok, to je bila še zadnja vaja za ramena. Sem šel front raise z dumbbellsi, načeloma delam na kablih, so bili zasedeni, tako da sem naredil na dumbbellsih. Grem zaključiti trening, še triceps, imamo ta bar pushdown in potem na koncu bomo končali z machine dipsi, te 2 vaj čisto dovolj na tem treningu in to naredim all the work, vse skupaj 4 working seti, to je to za ta push workout.
Ok, folk, evo ga, smo prišli do konca tega treninga. Mi je zmanjkalo malo goriva na koncu, tako da sem naredil samo en working set na dipsih. V glavnem, da se navežem na naslov tega videa. Izbral sem tekmo in zaradi tega potem tudi vem točno, kdaj začnem prep. Prvi uradni prep za moj prvi neti bodybuilding show, ki sem ga izbral v Italiji v začetku septembra, prvi teden septembra. Iz tega sem si potem vzel 5 mesecev in pol, oziroma 6 mesecev za priprave. Kot neti bom vse naredil malo počasneje, malo dlje. Ja, pač da retainam čim več mišic. In za več takšnih nasvetov, follow For My Future Instagram profil. For My Future Coaching. In ja, to pomeni, da se bo prep uradno začel 8. marca. Tako da jaz gledam po petkih, sem si razdelil oziroma sem si naredil plan, tako da 8. marec uradno začnem prep. In takrat se tudi potem začne serija, v kateri bom vse dosti bolj točno povedal, kateri šov, zakaj, kako in tako naprej. V glavnem, kot smo rekli, koliko manjka do takrat? 6 tednov. 6 tednov. Tako da še 6 tednov zadržim ta bulk, kalorije več ne bom spreminjal, zdaj smo v tej končni fazi bulka, zadržimo še do konca in 8. marca naredimo prvo spremembo navzdol. Če ti je video bil všeč, absolutno spusti like, podpri video z enim lajkom. Če še nisi, se subscribaj. V opisu videa link do For My Future folk. V februarju prihaja drop številka 3, zelo kmalu. Bodi spreman na oversized FMF hoodie. Kaj, najbolj pričakovano kos vsega. Okay. Tudi po fitnessu, punce, fantje, vsi sprašujejo za te hoodie, tako da vse boste videli. Boste videli. Brez veze zgubljati besed, samo počakati in izkoristiti šanso. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6. v novem YouTube videu.